Ideja za izdelavo gokarda je v bistvu prišla, jaz sem bil vedno navdušen nad hitrimi vozili na nek način in potem sem v svojem življenjskem obdobju odkril, da obstajajo tudi gokardi in sem malo začel razmišljati o tej ideji. Gokard je tista štirikolesna dirkaška osnova, kjer vzamemo vse stran, kar ni prvobitno za vožnjo in pustimo samo v bistvu to neko vozno dinamiko. In to v bistvu da neko določeno lepoto. Čeprav je pač zelo preprosta zadeva, je tako, občutki ob vožnji so pač res ta feedback, ali kako bi človek po slovensko rekel, povraten občutek je zelo direkten pa tako res odlična stvar za voziti. Jaz sem imel to željo narediti ta projekt, ampak nobene infrastrukture, nobenih prostorov, zelo malo orodij. Ampak sem bil trmast in sem kar nekako vztrajal, da jaz bom to že nekako speljal. In potem oče mi je rekel, Mark, no lej, kaj pa ta Zavod 404, ki si mi ti v njem govoril, ki si ga videl na dnevu odprtih vrat na Viču. In sem rekel, mogoče pa to dobra ideja. In izkazalo se je, da je to najboljša odločitev celega projekta, da sem prosil za pomoč ljudi iz Zavoda 404, mentorjev. Take vrste projekti niso nikoli končani. In to je v smislu, da vedno, ko človek pogleda nazaj, kako je delal kakšne stvari, kako je kaj izdizajniral, kako je kaj izvedel, si želi pravzaprav neke izboljšave. Ampak gokard je zdaj preprosto v tej fazi, ko ga bo treba čim več peljati, treba je nehati komplicirati z izboljšavami in se pač osredotočiti na vozen aspekt, ker pač to, da bo predvsem, da bo zanesljivo. Kar se tiče tega dela z gokardom, zdaj iščem še trenutno neke vrste poligona ali stezo, kjer bi to res lahko vozili, ker je to malo težko najti, ampak imam upanje. Drugače pa ja, vse te izkušnje, ki sem jih pač tukaj dobil, bom poskušal vložiti v naslednje projekte, ki bodo temu sledili. Najprej sem rabil spoznati celotno strojno delavnico, ki je na Zavodu 404 odlična. Tukaj je struženca, ročni rezkar, tračna žaga, CNC, brusilenca, polje varilenca, z MIG in TIG varilnimi aparati. Skratka, to je tako kakor slaščičarna, same dobrote so tukaj. In v bistvu vsi ti postopki, pač razen na CNC-ju sem delal na vseh teh strojih. In struženje, reskanje, varjenje, predvsem veliko oblikovanje različnih kovin. V končni fazi sem izgubil neko nervozo pred tem procesom dela. Se pravi, potem, ko ti parkrat projekt razpade na kakšnih mestih, kjer nisi sam pričakoval, da ti bo, ugotoviš, da je enostavno pomemben aspekt na nek način trial and error, se pravi poskušanje in pač ugotavljanje, kje se pojavljajo napake. Najbolj dragoceni so mi zagotovo prijateljstva, ki so se tukaj istkala. Mentorji so super, celotna ekipa Zavoda 404 je genialna. Da izgubiš to tremo, da se lotiš, da nekako si zmožen iz večjih različnih projektov, ne vem, lahko jih najdeš na YouTubeu, kjerkoli, razbrati, kako oni skupaj stojijo iz materialov, naprimer, kaj so strukturni elementi, jih pretuhtati in narediti nek test čim prej in pol ugotoviš, kje si. Feeling tega, ko se usedeš v lasten gokard, najprej upanje, da bo stal skupaj in da ne razpade. Pol seveda se spregleduješ, kontroliraš, kako stvari delujejo, ampak v bistvu je, enkrat funkcionira, je super, no, mislim, pač jaz se skozi sam smejim, no, ker sem noter peljem, pač to mi je res neverjetno zabava. Stvar je kar posrečeno ratala, presenetljivo, tako da tudi zelo zabavna za peljati, ampak ja, odličen občutek. Kar nekaj jih je. Najbrž poglaviten je revija Vrtljaj, ki se zdaj naša ekipa z njo ukvarja že kar nekaj časa.
To bo ena revija za avtomobilske navdušence, ki bo izšla ven zdaj kmalu, prva izdaja. Tako da boste pozorni na to. Sodelujem pri Formuli študent, se pravi ekipi strojne fakultete, ki izdeluje formulo za tekmovanje na različnih tekmovanjih v Evropi. Drugače pa še naprej se ukvarjati s tem, ki me veseli. Zavod 404 mi je to zdaj tako omogočil, da ne bi mogel biti bolj srečen.